Pozdravljeni. Danes je na vrsti malce drugačna zgodba. Znana dejstva iz Formule 1 si bomo ogledali iz čisto novega in upam tudi zanimivega zornega kota. Tisto, kar je morda za povprečnega Zemljana navadna smet, navaden odpadek, je lahko za ljubitelja in navdušenca Formule 1 prava relikvija. Pred časom sem dobil enkratno priložnost, da mi je nekdo podaril nekaj drobcev iz sveta Formule 1. In kolikor pogledamo te 3 polomljene koščke ogljikovih vlaken, marsikdo lahko rekel, da gre za tisto kategorijo, recimo temu odpadkov ali smeti. Ampak za temi 3 delci je zanimiva zgodba, katero si bomo sedaj skušali pričarati in skušali bomo ugotoviti, kje pravzaprav so bili ti delci na bolidu Formule 1. A začnimo. Koščki prihajajo iz velike nagrade Štajerske v sezoni 2020 in verjetno se komu že svetlika. Gre za delce, ki so bili pobrani po trku med Charlesom Leclercem ter Sebastianom Vettelom. Torej, ne gre za čisto običajne delce, temveč za delce Ferrarija SF1000. In majhno potrditev tega dobimo pri tem 3. delcu, kjer lahko vidimo tudi ostanke rdeče barve. A da bi ugotovili, kje so bili ti delci na samem bolidu Scuderie Ferrari, moramo iti še malce daljšo pot. Najprej je seveda potrebno pogledati, kaj je prišlo v mojo last. Prva 2 delca sta si dokaj podobna, približno trikotne oblike in kolikor smo natančni, vidimo, da sta tudi sestavljena na tistemu, kar smatram, da je notranja stran, je vijak in vidi se, kot da bi bil pritrjen nek nosilec, ki je pa v primeru obeh delčkov polomljen. Tudi tu vidimo kar veliko razpoko, ki nam da nekako vedeti, da je bil delec podvržen izjemno visoki sili in priznam vam, da moram biti izjemno previden. Ogljikova vlakna, ukolikor ranijo naše telo, lahko povzročijo precej nadležne posledice. Nič resnega, ampak rana se malce teže celi. Ampak sedaj, če bomo pogledali ta 2 delca, bomo hitro opazili, da sta nekako simetrična. Imamo kot levo in desno polovico nečesa. In na prvi pogled bi lahko rekli, to je del obes, tiste kože z ogljikovih vlaken, ki nekako prekriva jekleno strukturo same obese. Ampak, če pogledamo fotografije sodobne Formule 1, bomo hitro ugotovili, da te deli so bistveno širši in nisem zapazil, da bi imel določen del prav tako obliko, kot imata ta 2 delčka. Poleg tega bi nekako smatral, da je bila v sredini jeklena konstrukcija, ki pa tu ni pustila sledov. Teorija, ki mogoče na prvi pogled drži, ampak ob malce bolj poglobljenem tehtnem razmisliku odpade. Zato sem se malček lotil raziskovanja in začel sem razmišljati, kako je pa potekal trk med Charlesom Leclercem in Sebastianom Vettelom. Kateri so bili poškodovani deli prvega in drugega bolida?
Seveda tam na zaviranju je bolid Charlesa Leclerca, ki je bil zadaj, prišel nad bolid Sebastiana Vettela, ki se je znašel spredaj. Uporabljal je zadnje kolo Charles Leclerc, da je povzročil škodo in nekako teorija, da bi bil to delček obese, odpade, kajti ne prvi, ne drugi bolid ni imel poškodbo na tistem mestu. Bolid Sebastiana Vettela je imel poškodovan zadnji aerodinamični stabilizator. Dobesedno odlomljen. Če se spomnimo fotografij, profile je za seboj v bistvu Sebastian vlekel samo s pomočjo tistega kabla, ki nekako odpira in zapira sistem DRS. Torej, če malce pogledamo tisti del bolida, bi lahko dobili pravi odgovor. Namreč, kolikor zopet postavimo ta dva drobca enega nad drugega, bomo hitro ugotovili, da oblika je nekako simetrična, da nima zgornjega in spodnjega dela, ampak tisto, kar lahko smatramo za levega in desnega. Kolikor pogledamo spodnji del nosilca zadnjega stabilizatorja, bomo videli, da približno v nekem delu ima podobno obliko. Seveda, manjka nekaj spodaj, manjka nekaj na vrh, ampak morda se je ta delček tudi nahajal, ki je tam, kajti kolikor smo natančni, tu vidimo, da je bila zadeva odlomljena in seveda tudi na nasprotni strani, tu vidimo, da manjka kar precej ogljikovih vlaken. In tudi, če smo pravzaprav iskreni, ta delček, ki sem ga omenil prej, ta, ki je tu pritrjen z vijakom in seveda epoksidnimi smolami, bi bil lahko pritrjen na koncu kot neko dno, kot nek nosilec, ki se je pa seveda odlomil. A treba je to teorijo nekako vsaj skušati dokazati. Namreč je imel bolid Sebastiana Vettela odlomljen vsaj eden izmed dveh nosilcev, ki držita zadnji aerodinamični profil. Kolikor pogledamo fotografije, bomo kaj hitro dobili pritrdilni odgovor. Namreč vidimo lahko, da levi nosilec je bil odlomljen prav nad menjalnikom, prav na tistem delu, kjer razmatramo, da ta dva drobca sta se nahajala na njegovem bolidu. In seveda gre za teorijo, priznam, da nisem inženir in da nisem videl načrtov, ter da v moji zbirki je tako malo teh drobcev, pravzaprav je to eden izmed prvih mojih poskusov, da bi sploh skušal razumeti, od kje prihajajo. A ostaja nam še tretji delec. Tudi ta je zanimiv. Namreč, kot ponavadi zgleda drobec, ki marsikomu ne bo pomenil nič. Na obliki lahko opazimo, da je rdeča barva v bistvu znotraj, na notranji strani in ne na zunanji. In če smo še malce bolj natančni in pogledamo ta drobec iz strani, bomo opazili obliko profila. Namreč zaokrožen zgornji in spodnji del. Tu pa imamo zgornji in spodnji profil in ne levega pa desnega. Sedaj vprašanje, ki je bistveno, zakaj je rdeča barva znotraj in ne na zunanji strani? Ker gre za končnik profila, po mojem osebnem mnenju. Končnik profila, ki je tako pogost na zadnjem stabilizatorju, da ga nekako sprejmemo za samega posebej umevnega. Namreč, kolikor pogledamo povečavo fotografije, bomo videli, da prav na konceh je na primer glavni profil ojačan. In prav to bi lahko bil del tiste ojačitve, ki se je odlomil, seveda po trku, ki je bil tako
tako silen, tako močan, da je tudi polomil tisti spodnji nosilec. Seveda, gre za predvidevanja, gre za teorije, ampak gre tudi za nek poizkus, kako se lahko povprečnemu navdušencu pričara malce tiste čarovnije in da vsak delček, ki ga lahko tako ali drugače dobimo, ima za seboj neko zgodbo, ki jo lahko tudi sami poizkušamo nekako izvedeti in tako pričaramo delček tiste čarovnije, ki jo poznamo pod imenom Formula 1. Za danes bo to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.